tole rundo imam pa nekaj za obregove. Daljinsko vodene kosilnice, Pogo MT. Pojmo jih pogledat. Pa dajmo pogledati ta prvi, ta najbolj priljubljen model. Model skokica. To se pravi, to fajn skače po bregovah, gor pa dol, pa okoli drevesega. Ta najbolj je pa to za poudariti, da tole kosilnico poganja bencinski 4-takten motor, 224 kubičen. Motor laufa, poganja alternator, ki pa fila tole baterijo zadaj. To se pravi, kakor se vidi na vseh 4 kolesah, elektromotor in ima tudi kosilnica 4x4 pogon. Poleg alternatorja pa motor poganja še kosiše spodaj. Takole so tudi noži gibljivi, delovna širina je pa 55 cm. Teža kose je pa 105 kg. Delovna višina je pa tudi mehansko nastavljiva. V glavnem, tako sem rekel, tle leta največ plus to, da imaš bencinski motor gor, ka žene alternator in v bistvu baterij ni treba nikoli filati. Sam tankaš benzin not, tako da ga skur, novo kantico, pa teraš, dokler ni pokošen, tako bom rekel. Daljinčka v roko, stov, pa greš v bregove, gor pa dol. Je pa takole, to se pravi naprej, nazaj, levo, desno, pa imaš pa še dve funkcije, to se pravi, lahko imaš tempomat, da ti konstantno brzino drži, pa počasno pa hitro brzino. Tako da. Ima pa Pogo MT tudi dva več brata. To sta pa tele dve zvarine. Sistem je načeloma kar dosti podoben oziroma isti. Bencinski motor, ki poganja alternator in pa gre to na kolesa, v tem primeru na gosence. Tale je 452 kubičen, 16 konjem, tale pa 764 kubičen, pa 25 konjev. Tole je res pa že zvarina. Za poudariti tudi to, da imata oba dva elektrožig, to se pravi, ga vžgeš prek daljinca, ugasneš ga prek daljinca. En plus je tudi to, da je elektronastavljiva višina delovna, to se pravi, ko si še se spušča gor pa dol prek daljinčka. Za takele velike zadeve mora biti pa tudi malo bolj oprema, malo bolj sistem gor naložen in sta tudi opremljena s oljno črpalko oziroma pumpo. Plus to, da se na tele da različne dodatke gor natakniti. Imaš opcijo škropilnico, dvižno pluščat, lahko je sam tisti plato, da kakšno gajbico, kakšno tako reč gor peleš, ali pa pluh snežen, tako da izvedb je več. Najbolj, da greste kar na njihovo spletno stran pogledati in tudi le na Popov za več informacij, no, glede tele dodatne opreme. Tale velikan že kar nekaj vaga, 250 kg, tale ta velika izvedba ima pa 340, kar konkretno. No, pa seveda sta tudi delovne širine različne. Tale kosi 80 cm, tale pa cel meter, to se pravi 100 cm. Je pa še to razlika, tale ima to se pravi en kosiše, en rotor, pa dva noža, isto sta gibljiva, tam pa že celo dva kosiša, pa 4 nože. To pa že kar no preko. Evo, tudi poštenga gre, ampak ne delajte tega doma. Ne priporočam. Plački vrh, lepa pokrajina, lepi vinogradi, edin malo voda za urediti. Zato smo pa mi tle, da bomo zdaj tole malo pokosili. Imamo gor pa dol skakali. Tako da jaz mislim, da je kar najbolj, da se podstopimo. Bencinski motor je lep bencinski motor, v glavnem gre zdaj dober, tudi
Robe je precej, kar fajne kupe dela. Gre pa ta zadeva 40 stopinj, to se pravi v klanc. Je pa opcija, da kupiti tudi železne kolesa, tam greš pa pojo kaj še malo bolj v Iber. Daljinc pa vleče do 200 metrov, tako da imaš že kar težavo sploh to vse uvačiti, da pogledaš, kje je. Ker na očega pa moraš imeti, drugače nič ne vidiš, kje se voziš. No, pa da vidimo še kva 25 konjev naredi pa metrska kosilnica. Dajmo zagnati, evo, tudi daljinsk užik. Lele se ta največ zdi v to, da moram iz ene vrstice v drugo stav prestavljati. Drugače je pa stari, tole same grajčkane. Se kako mi vidim, pa po 200 metrov tega ne vidiš ne. No, da pa ni treba hoditi, sem pa raj kar pelal. Če imamo že tako kosilnico, zakaj pa ne? Dobro, da sem dosti težek, da je dobro hrap. Evo, kva fez gleda, zadnji takle razgleden stolp. Tega robotka smo pa opremljali, da nam treba nositi. Jaz sem prepričan, da Ben še ni tako lahko kosil, kakor dala jaz. Daljinček, stolp, razgled v Avstrijo, razgled v prelepo Slovenijo, štarter. Imam pa razgled na celo parcelo, stari. Čisto vse vidim, upam, da nekaj zgrešil. Try to pick some energy up, it don't matter. I know you haven't moved on if you tried. I don't believe you, baby. Feeling ima tak, da bo vse skup dol padlo vsak cajt. Kva to diva, stari. Dobro, da je dosti velik, da ga vidim. Noro. Pa dajmo probati skokico, še majčkeno več, pa malo bolj v gost trav. Jaz mislim, da se kar dobro odreže ta skokica, no. Glede na to, kakšna je trava, pa čitak moraš iti malo bolj počas, ampak prleze, ne crkne, to je bistvo. Se pravi, ni pa toliko za dole, to rabo že kar malo bolj oranj pulkar. No, vedemo, da še malo bolj gas. Tok sem se že tega stola navadil, sem rekel, kar takole zaključek naredil. V glavnem, jaz mislim, da smo jih malo probali, malo stestirali. Če v kakšen kaj več zanimal, glede cen, ponudbe, kakorkoli, se obrnite na pogo.mteh.com, tule dol je fleten link, oziroma napis. To je pa to iz moje strani. Se vidimo. Živ! Da pa kele, ker fajn gospoda na malco. Na koncu smo pa dobili še takole oranj postrežbo
od Vinotoča pa razgledamo stolpu na Plaškem vrhu. Snemav spodaj zraven prije. Tako da, na zdravje. Živ.